Takole, zdaj ste že verjetno dovoljkrat slišali, da veste, da Prometna šola Maribor letos praznuje 60 let. Z nami pa sta ravnateljica Mira Jux-Skledar in pa dijakinja Karmen Kojc. Dobro jutro obema. Dobro jutro. Dobro jutro. Čestitke najprej za 60 let, pa vendar, če se vrnemo 60 let nazaj, zakaj je šola sploh nastala pred 60 leti? Takrat je nosila tudi drugačno ime. Ja, hvala za čestitke. Šola je bila takrat železniška srednja šola. Nastala je za potrebe železnic, takrat jugoslovanskih železnic. Izobraževali smo za v bistvu dijake takrat z celotne Jugoslavije in tudi prihajali so drugod in takrat je bilo zelo fino, če si bil sprejet na železniško šolo. Rada bi se dotaknila tega, Matej, kaj si ti prej že najavil, da ste izobraževali telegrafiste oziroma da je bilo cel kup nekih poklicov, ki jih dejansko danes ni več. To so poklici, v bistvu so to bili izvršilni poklici na železnicah. Za te poklice smo izvrševali, da. Za dan danes, 60 let kasneje, kako je na šoli? Ravnateljica sicer je omenila, da je bilo včasih pestro z dijaki iz celotne Jugoslavije, pa vendarle tudi dan danes se vam pridružijo tudi tuji dijaki pri vašem učnem procesu. Ja, to je res. Tudi tuje dijake imamo iz različnih držav. Največ jih prihaja iz Bosne, Srbije. Sprva je težko se navajati, ker je seveda težko za njih, jezik pa vse je na novo, nova kultura. In kasneje, pa čez čas, pa se že vklopijo v družbo našo, pa gre. Pa tudi dijaki same šole greste na tuje? Ja, imamo mednarodne izmenjave. Naprimer v 4. letniku se gre na Finsko, se zberejo dijaki, tehniki varovanja in logisti in vsaki grejo v svoj kraj, tam upravljajo svoje delo. Potem imamo tudi, da se gre z sambo, z profesorjem športne, se gre v Moskvo in pa tudi v Francijo smo hodili lani, smo postali šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Smo hodili v Strasbourg, v parlament, si gledali mesto, tako da je bilo kar fajn. Mislim, da midva nisva bila na pravi šoli. Poslušam zdaj tole čas nazaj. Seveda se program šole spreminja časom in poklicem, ki so aktualni in potrebni, ampak zasledila sem, da imate tudi v kurikulumu borilne veščine, sambo, torej to, ko si že omenila, da to specifično si je izmislil Putin ali kako je to šlo, kakšna je to naveza? Ja, no, ta borilna veščina prihaja iz Moskve, kjer jo je uporabljala nekdanja njihova obveščevalna služba in mi imamo tudi enega profesorja, ki tudi prihaja iz Moskve, rojen v Moldaviji in to borilno veščino pri nas naprej goji. V resnici imamo pri pouku samoobrambo. Tehniki varovanja, seveda je zelo fino, tudi dekleta, da se znajo postaviti in tudi obraniti. In tako imajo dijaki 3 leta na urniku to samoobrambo in moram reči, ko pridejo na informativni dan, pa jim to prikažemo, včasih malo prestrašeno pogledajo in taka drobna dekletca, ki pridejo, se zelo hitro naučijo, nič preveč naporno to ne zgleda, ampak nasprotnika pa lahko zelo hitro onesposobijo. Sicer pa ste ena tistih šol, ki se zelo hitro in zelo dobro prilagaja potrebam gospodarstva. Že uvodoma sem omenil, da v bistvu brez kadrov, ki se pri vas izobražujejo, bi obstajala transport in pa logistika v najširšem pomenu te besede. Kateri so najzanimivejši poklici, ki se jih dan danes izuči na vaši šoli? Logistični tehnik. In ta logistični tehnik je v bistvu zaposlen povsod, v vsakem podjetju, kjer je potrebno optimizirati potek proizvodnje, v vsakem podjetju, kjer se ukvarjajo s prevozi, v vseh podjetjih, kjer je kakršnokoli načrtovanje glede prevozov, premikov, tam so zaposljivi naši dijaki. To je praktično v vsakem podjetju? Ja, skoraj da vsakem malo večjem. Če bi rekli tam, kjer imajo 2-3, najbrž ne bodo zaposlili logista, ampak zagotovo bi jim pa prišel zelo prav. Kakšni so kaj načrti za prihajajoča leta? Ko smo že omenili, se seveda program spreminja, imate že kakšne smernice tudi za naprej, kaj bi še dodali? Seveda, ker se moramo kar naprej prilagajati trgu, tudi pripravljamo prenovo logističnega tehnika, neke nove vsebine, ki bodo tiste, ki jih trenutne firme najbolj potrebujejo, sodelujemo zelo tesno s podjetji, ki nam sproti povejo, kaj narediti naprej, da bodo dijaki še bolj zaposljivi, še bolj uporabni v podjetju. Poleg tega pa upamo, da bomo tudi pridobili še kakšen program. Katja,
Kmalu bodo informativni dnevi. Zakaj naj se nekdo upiše na prometno šolo? Verjetno, prej smo že slišali, praktično ni težav pri tem, da po končanem šolanju ne bi dobil službe. Ja, najboljše se je pisati na prometno šolo Maribor. Jaz osebno nisem imela namena se pisati v njo, ampak ker je sestra tudi obiskovala to šolo, me je navdihnila in sem potem šla in jo obiskala in mi res ni žal, da sem šla. Katerikoli poklic izberemo na tej šoli, je prihodnost, najdeš službo, tako da mislim, da je to to. Praktično pa se že za časa šolanja tudi srečate z delodajalci, z prakso in potem je dejansko ta prehod tudi precej lažji oziroma vas kar pograbijo vsi tisti, kjer morda upravljate prakso. Ja, v 3. letniku se upravi praksa. Tudi jaz grem letos na prakso v juniju in mislim, da je res dobro, da vidimo, da dobimo nove izkušnje in nekaj novega, da zvemo, da vemo, kako bo vnaprej. V programu in spremembah smo že nekaj povedali, kako pa se je v drugačnem kontekstu šola spreminjala skozi vsa ta leta, tudi fizično? Ja, tudi fizično. En prizidek imamo noter, vse veste, na začetku tisti dve opečnati zgradbi, potem na sredini, kjer imamo tudi študentski dom, ta bela zgradba. In potem se je kar naprej spreminjalo, ker imamo višjo šolo tudi, smo leta 2002 odprli višjo šolo pri nas, je bilo potrebe, zaradi potreb višje šole, potrebno tudi nekaj predavalnic. Mislim, da moramo kar naprej se prenavljati in dograjevati. Hvala lepa obema in seveda vam želim prijetno jutro in prijeten dan. Hvala lepa. Vse dobro in prijetno praznovanje 60-letnice, sicer pa ne